Lep dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Nas zelo veseli, da smo se zbrali v tako lepem številu. Torej teorija o prostih nedeljah in grdem vremenu ne velja, če imamo v naši sredi tako žlahtne, plemenite in sploh odlične sogovornike, kakršna je današnja gostja, gospa dr. Rozvita Pesek, ki jo prav lepo pozdravljamo. Dovolite, da pozdravimo v svoji sredi tudi evropskega poslanca, gospoda Lojzeta Peterleta, ki je pred par dnevi ponovno prejel laskavo prestižno nagrado za poslanca leta v kategoriji zdravje. Čestitamo. Predlagam, da se današnji večer takoj začne. Tukaj je še nekaj stolov, apeliram na malo medsebojne potrpežljivosti in prilagodljivosti mimo formalnih etiket. Nekaj prostora je še, dosti pa ne, ponavljam, to pa tudi priča o priljubljenosti teh večerov, predvsem pa o priljubljenosti naše nocojšnje gostje. Hvala, da ste sprejeli naše vabilo, mikrofon je vaš. Dober večer. Jaz sem zelo hvaležen dr. Rozviti Pesek, da je danes prišla med nas in počutim se zelo nenavadno, ker sem bil v veliko oddaj povabljen, ki jih je vodila ona, naj šlo za Dnevnik, za Odmeve, za Polnočni klub, za Žarišče, za dokumentarce, dodali bi seveda še knjige, intervjuje in tako naprej. In zdaj me je doletela čast, lahko bi rekel privilegij, da bom pa danes jaz postavil nekaj vprašanj. Čeprav mislim, da se bo zgodilo iz tega nekaj drugega. Eno kramljanje o 25 letih, skoraj bi lahko rekel, da sva jih na nek način javno preživela skupaj. Jaz se spominjam, ko sva še s kolegom, oziroma prijateljem in ministrom Capudrom sedela v takratni skupščini, je bila Rozvita Pesek nekako obvezna sestavina. Ona je bila takrat še pripravnica, če se ne motim. Takrat se je začela njena televizijska kariera. In se spominjam, da velikokrat, ko smo prišli ven iz dvorane, je že čakal mikrofon, o tem, onem in tako naprej. In mislim, da je ona človek, ki je, ali pa saj jaz menim, da je to tako, ki je na en poseben način doživel tiste čase, imel sem vtis, da ste jih doživljali zelo intenzivno oziroma z velikim zanimanjem, zato me tudi ne moti to, kar se je zgodilo pozneje, da ste se spravili tudi v zgodovinopisje. In mene zanima najprej, čeprav bi šla lahko v kakšno vprašanje o mladosti in tako naprej, ampak mislim, da bo več zanimivega na kakšne druge teme. Mene zanima, kako ste nas takrat videli, kako ste doživeli tisto skupščino, tisto dogajanje takrat. Vi ste seveda spremljali novinarsko zadeve že pred prvimi volitvami. Kako ste kot komaj pečena novinarka doživljali tisti čas? Dober večer vsem skupaj, hvala lepa za povabilo. Mislim, da šele zdaj razumem tiste goste, ki prihajajo k nam na Odmeve, ki me takole med prispevkom drezajo in reče, a mi lahko samo za prvo vprašanje poveste, kaj bo. Jaz rečem, pa sej vas ne bom nič takega vprašala, ja pa sej, da se majčkem pripravim. In sem imela občutek, da bi jaz tudi morala malo vas vprašati, gospod Peterle, a mi lahko poveste. No, zdaj vidite, kako je. Tisto, kar je pravzaprav ena bolj žalostna stran te zgodbe o časih osamosvajanja in demokratizacije je ta,
da pravzaprav vsi, ki smo jo spremljali, ali pa vse, če zase govorim kot novinarji, more biti celo tisti, ki ste bili akterji teh zgodb, pravzaprav nismo slutili, nismo znali preceniti, kako velik čas je pred nami, kaj velikega se nam dogaja. Da smo bili pravzaprav takrat prvič v zgodovini slovenskega naroda priča nekemu snovanju in nastajanju države in da so to v zgodovini 2-milijonskega naroda tako velike prelomnice, da si velja ohraniti vsako broško, vsako fotografijo, vsak listič iz tiste lipe, ki smo jo tako odsufali, ki je bila posajena na Trgu Republike na dan, ko smo razglasili svojo samostojnost, da nismo znali vseh teh zgodb bolj zbirati skupaj, bolj hraniti vse zapisnike, bolj paziti na njih, zato ker verjetno kakšne nove države mi ne bomo več dobili, vsaj sodobniki, ti, ki danes živimo ta čas, ne. Verjetno je pa bila ta država sanje številnih generacij, ki so živele prej, pa jim ta sreča, ta zgodovinski okvir ni bil dan, kot je bil dan nam vsem. In meni se zdi tisti čas izjemen. Velikokrat si pogledam, kaj v televizijskem arhivu, ko pa gledam tisto politično elito, pa zmeraj razmišljam, kakšno je bilo naključje, da se je v politiki znašlo toliko amaterjev, toliko ljudi, ki niso bili vajeni politike, ki so bili v svoji jasni besedi in preprostosti trikrat bolj, recimo, zanimivi, kot je zanimiv marsikdo danes, ki ga temeljito izšolajo in komunikacijsko natrenirajo in pripravijo na vsak pogovor. Bistveno več odkritosti je bilo, dileme na nek način celo bolj jasne, čeprav je bil čas bolj zapleten. In meni so tisti spomini, ki so mi ostali iz zgornjega balkona v veliki skupščinski dvorani, nekateri besedni dvoboji, vse tisto, kar sem kasneje kot zgodovinarka pravzaprav še enkrat prebirala in gledala, bili neko neprecenljivo doživetje, na katerega bi po moje bil ponosen vsak novinar, če bi imel to možnost dano, da bi to doživel. Hvala lepa. A ste vi verjeli v projekt? Ker kar enkrat so prišli, torej prišla neka zmaga, nek demos, ki je rekel, naredili bomo državo. Kako ste vi to najavo razumeli? Ste bili verjetno zraven tudi pri Majniški deklaraciji? Veste, kaj je mene najbolj presenetilo? Presenetilo me je to, da je bilo tako silno navdušenje, odšli smo vsi na plebiscit, 88,5% volilnih upravičencev je reklo da, ampak potem smo v skupščini še kar naprej videvali neke grozne razprave o tem, a se bomo odcepili, pa kje so zdaj osamosvojitveni zakoni, pa a bomo šli že 26. junija, a se ne bi še kar naprej dogovarjali. Tako da sem po tistem plebiscitu, ki je bil zame zelo jasen signal, Slovenci so na poti k samostojni državi, srečala še toliko nekih obotavljanj, toliko nekih dilem, vprašanje, ali sploh potrebujemo svojo zastavo. Ni se mi zdelo nekako logično, če gremo v osnovanje lastne države, da ne bi imeli svojih simbolov. Pa recimo vprašanje, ne vem, državljanstva, meje in tako naprej. Zdelo se mi je, da čisto dobro ne razumem, in ko so se dogajale kakšne proceduralne težave, ja, predlagamo, da preložimo to glasovanje, poglejte, delo je že išlo z napisom Samostojna Slovenija, se je še niti izglasovali nismo, dajmo to preložiti za nekaj ur in tako naprej. Sem včasih bila zelo, zelo presenečena, kako spozljiva, pravzaprav izmuzljiva iz rok je bila ta volja po dejanski razglasitvi slovenske države. In kasneje, ko pač ugotavljaš nekatere zapisnike, prebiraš nekatere seje, vidiš, da to, kar danes rečemo, sej smo bili vsi za, je pravzaprav nek mit, ki je dejansko mit in nima podlage v dejstvih. Niso bili vsi za. Ja, v tem se gotovo strinjava. Tudi jaz nisem čutil in moji kolegi v vladi enotnosti, o kakršni se govori danes. Mene je vedno čudilo, da je bilo to mogoče, kot ste vi zdaj tudi povedali, po plebiscitu, ko je bilo jasno, ko
smo dobili najvišji in najmočnejši možni mandat in so se potem dogajale stvari, ki jih danes ne bi ponavljal, so bile že večkrat pojasnjene. Se spomnite tistih sindikalnega protesta malce pred razglasitvijo? Ja, spomnim se mi zdi, da besed. ste poročali o njem tudi. Spomnim se besed. Vreme je z nami, bogovi so z nami, samo Peterletova vlada ne ve kam in kako. Imate boljši spomin kot jaz. Jaz se bolj spomnim, da so krožili z avtobusi okrog tiste dni, pa par dni pred osamosvojitvijo, tako da tudi tega dejstva nismo doživeli kot podporo osamosvojitvi, bom rekel. Kako ste pa doživeli prav tisti dan? Tisti dan je bil zame nekoliko smešen, ker so v službi mi rekli, no, Rosvita, ti boš pa na dan razglasitve samostojnosti 26. junija 1991 zadolžena za to, da boš nemško govoreče goste na proslavi, skratka predsednike delegacij in tako naprej, kaj povprašala, zakaj so prišli in naredila o tem prispevek. In potem sem se malo pozanimala, kdo naj bi prišel. Ja, če bo kdo prišel iz Avstrije, iz Nemčije, prav velikih ni bilo. Nikogar ni bilo. Na razglasitvi slovenske samostojnosti seveda ni bilo nobenega predsednika vlade, nobenega predsednika države, tudi iz nemško govorečih območij, čeprav so bile tam velike simpatije do slovenske samostojnosti, ni bilo, tako da sem ostala brez prispevka, ampak tisto slavje sem pa polnokrvno doživela. Ja, bil je od nemško govorečih, so bili dunajski župan Cilk, bil je tudi Kristof Cernato, koroški glavar, pa je bil tudi, mislim, da je bil Krajner, tudi štajerski deželni glavar in Zlinca je bil tudi deželni glavar, tako da nekaj tovrstnih, bi rekel, prijateljev na regionalni ravni, bi rekli, smo imeli. Francija je bila na nek način močnejša, ker sta bila tukaj dva eminentna takrat opozicijska poslanca, Alain Lamassoure in Pierre Lequier. In Alain Lamassoure je prinesel takrat prve evropske zastave, tako da smo na tisti dan smo dobili prve evropske zastave. Gospod Peterle, nam vi lahko poveste? Se že obrača. Ne, ampak recimo meni se zdi, vse tako, ko opazujem politike, da je v življenju vsakega politika nek trenutek, ko se je počutil pravzaprav, da je dosegel tisto največ, kar se v politiki da doseči. Če bi jaz kot zunanji opazovalec smela soditi o vaši poti, pa nočem tega soditi, zanimajo me samo občutki takrat, 26.6.1991, ko je bil tisti trg Republike poln ljudi in ko ste po eni rdeči preprogi prišli ven Milan Kučan, France Bučar in vi in ste šli po tisti preprogi in množica je zarjula in zaploskala. Kaj je bilo tisto za vas? V moderni slovenščini se temu reče, to je to. Ne? Ampak, potem se začno pa ampaki. Jaz takrat, ko je zmanjkalo toka, ko je nadškof Šuštar blagoslavljal Lipo, se mi je že zazdel, da se čist osvobodili tisti dan ne bomo. Ne? To je Kacin lepo popisal, kako je to izgledalo. To je neko posebno poglavje, ki bo mogoče še kakšne osvetlitve doživelo. Takrat je pač delovala tudi stara Slovenija, če temu tako rečemo. Torej, jaz nerad uporabljam take besede, kot so zvezdni trenutek ali kaj takega, ker zelo zvezdno že takrat ni bilo, ko so parali nebo jugoslovanski lovci, lovci jugoslovanske armade nad Ljubljano,
ampak se spominjam, da me ni vznemirjalo, ne, in nasploh ljudi to ni prestrašilo, čeprav ni bilo lepo videti tistih reaktivcev nad Ljubljano in seveda smo vedeli, kaj ta prisotnost pomeni, ampak zame je bilo to, ne da bi se skušal vživljati v vlogo generala po bitki ali kaj takega, zame je bil to preskok, prestop v nekaj drugega. Ne? Jaz sem to gotovo ne edini, ne glede na vlogo, ki sem imel, doživljal kot eno tako zgodovinsko gostoto, kot nekaj neprimerljivega v naši zgodovini, in sem bil hvaležen, da sem bil lahko zraven, da sem lahko to doživel, in sem še vedno hvaležen, da smo to doživeli, ne glede na to, kako izgleda pri nas, o tem še kasneje kakšna beseda. Tisto je bil dan, ki mu danes rečemo dan, ko je slovenski narod dosegel svoj največji narodno-politični cilj. In ga je težko popisovati. Jaz sem določene stvari popisal, ampak mislim, da se bo treba še enkrat spraviti k pisanju, da bom popisal to malo bolj, ker se tudi spominjam, kako praznično je bilo takrat, ko smo šli iz tamle Strnovskega. Tam veste, poznate tisto zgodbo, ne samo Trnovčani, da je Pogačnik, Janez Župnik, s katerim sva sedela en dan prej pri Žabarju, ne vem, kako se je zgodilo, ampak pri vsem tem se je zgodila ena ura preveč in smo šli k Žabarju na 2 deci, če tako rečem. Tudi ne vem, kako je, da bil ravno Janez zraven, pa Matija Potočnik, pa Aleksander Valič je bil tam, ne? Ena taka družba se je zgodila in smo se pogovarjali, ker mislim, da so se tam dvojčki zgodili pri Valičevih, ne? In smo govorili, kakšen problem je postričiti 40 nohtov, ne? Znam, to je zdaj, se opravičujem, sem v eno čisto tako posebno zgodbo začel, ampak tam, ko smo sedeli pri Žabarju, je rekel Janez, jutri bo pa tak kres v Trnovem, kakor ga še ni bilo, ne? Je rekel, če pa drv zmanjkali, bomo pa cerkev zakorili, ne? To ne mislim, da tudi ve, da je bilo to tako izrečeno in res se je tam dobro kurilo in dolga leta tudi močno praznovalo. Tam smo vedno srečevali praznovalce slovenske samostojnosti. No in potem smo šli v enem sprevodu, na čelu katerega je bil tudi glasbenik Vili Petrič in smo takole pojoč, bi rekli, ne, smo šli mimo Križank proti Prešernu in potem naprej smo šli Šuštarja pozdraviti, mislim, da nas ni slišal, ne. Skratka, bilo je zelo praznično, ampak tam je potem prišel moj varnostnik, ne, ob neki uri, pa je rekel, tanki prihajajo tu in tam in tako naprej, ne, in potem smo vsaj mi nehali praznovati na tak način. No, se opravičujem za ta, bi rekel, spominski vložek. Torej, takrat sem jaz to doživel kot zadevo brez primere. A veste, da nisem vedela, da se bova prav o tem dnevu pogovarjala, ampak pred nekaj leti sem zbrala skupaj magnetograme tistih skupščinskih sej, ki so bile na poti v slovensko samostojnost ključne in najbolj usodne, in na teh sejah ste kot predsednik vlade seveda sodelovali tudi vi. In zelo zanimivo je, za kakšnimi besedami ste nagovorili poslanke in poslance, ki ste jih zmeraj pozdravili tudi v madžarskem in italijanskem jeziku. In če smem reči, eden vaših boljših govorov, kar sem jih sploh kdaj prebrala, je bil na dan
osamosvojitve, 25. v skupščini, pa bom prebrala samo 2 odstavka. Ko ste dejali prisotnim poslancem, takrat jih je bilo še 240, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, cenjeni gosti, danes potrjujemo v slovenski skupščini plebiscitarno voljo državljanov Slovenije z rojstvom suverene države Republike Slovenije. Ploskanje piše potem. To počnemo dostojanstveno, pokončno, demokratično, odločno in prijateljsko do vseh, ki jih vodijo dobri nameni. Odločamo se za več svobode, za tako ureditev in status te države, da v prihodnje nikomur ne bo treba zardevati zaradi primerjav z drugimi. Lastna država nam ni absolutna vrednota, je pa za nas nujen okvir za normalno ustvarjanje v družbi evropskih narodov. Nikamor se ne bomo preselili in nikomur ne bomo prodali svoje duše. Zdaj me malo mehkega delate, ne? Hvala lepa. Ampak to se mi zdi zanimivo. Jaz sem že sam malo pozabil sveda, oziroma ne berem samega sebe ponavadi, ampak se mi zdi zanimiv ta evropski vidik, ne? Ker smo še kasneje velikokrat poslušali, se oni sploh niso vedeli, oziroma ni bilo nobenega namena še, da se pridružujemo Evropski zvezi, ne? In so nekateri drugi veliko bolj eksplicitno o tem govorili. Bila je celo stranka, ki je imela geslo Evropa zdaj, če se ne motim, ne? Ampak jasno je, da seveda brez tega, da smo postavili Slovenijo na politični zemljevid sveta, ne bi bilo nobene evropske perspektive. A se lahko premakneva malce nekaj dni naprej, če tako rečem, ali pa nekaj mesecev naprej. Kako ste pa vi potem doživeli razpust Demosa? Kot odkrito povedano, kot eno totalno nemogočo in noro zgodbo, za katero še danes ne najdem racionalnega odgovora. Še nekaj dni pred tem sem govorila z doktorjem Pučnikom, bila sem tam v Dolskem, čakali smo vas, da se zberete, veljaki Demosa, in prva izredno čudna stvar je bila ta, da se je doktor Jože Pučnik pripeljal v avtomobilu skupaj z Dimitrijem Ruplom. To mi nekako ni šlo v račun, saj so vendarle bili demokrati, ki jih je takrat že vodil Igor Bavčar, ampak prej jih je vodil pa Dimitrij Rupel, nekako vendarle tisti del, zaradi katerega Demos ni imel večine. In doktorja Jožeta Pučnika sem pred to sejo vprašala, kaj pa bo danes, ja, je rekel, pogovoriti se moramo za naprej in razrešiti nekatere dileme in tako naprej. Skratka, Jože Pučnik takrat pred to sejo ni dajal nobenega vtisa, kot da je to tako usodna seja. Po 3-4 urah, ko so nas novinarje poklicali, da se jim pridružimo v eni taki manjši sobi, kjer so sedeli in je bila vsa novoletno okrašena, pa začnejo pravzaprav brati na nekem listku napisane stvari, da je Demos dokončal tiste naloge, zaradi katerih je nastal in da se z današnjim dnem v bistvu razpusti in da si bodo vsi prizadevali za čim prejšnje volitve. In dejansko še danes po vseh tistih branjih, po vseh razmišljanjih o tem, ko gledam vse te koalicije, ki so nastale bistveno kasneje za vami, ki so bile bistveno bolj raznorodne, nekako ne morem si racionalno razložiti, da neka koalicija, ki je v bistvu, da tako rečem, razprla krila slovenskim sanjam, jih postavila v nek parlamentarni demokratični okvir, poskrbela za svojo večinsko voljo še za to, da smo končno dobili to svojo državo in jo tudi ubranili in jo v mednarodnem kontekstu, vse so že prva priznanja, ne nazadnje prihajala, vi ste prišli iz Nemčije in kol vam je rekel, reči tvojim Slovencem, da jim želim vesel Božič v samostojni državi, ne? Da po vsem tem, ko je bilo tej politični eliti čisto vse na dlani
In ko bi na tem valu priljubljenosti v bistvu in tega slovenstva in nove države, ki jo je bilo še treba kako temeljito postavljati na noge, da preprosto reče zaradi nekih programskih razlik končujemo to naše druženje. Ne vem, zdi se mi, da je takrat bil nek manko neke samorefleksije, da v bistvu niste hoteli videti tega, kaj je ostalo za vašimi političnimi ambicijami. In se mi zdi, da je to ena od takih zgodb, ki jo nekomu, ki ni poučen o teh detajlih, recimo otrokom v srednji šoli, kadar jim me kam povabijo, pa jim to zgodbo razlagam, še tudi pa še zmeraj me kdo vpraša, pa kaj je bilo tisto, zakaj Demos ni več ostal, imam kar precej težav z razlago tega razbitja Demosa. To je bila eno od mojih naslednjih vprašanj, sem vas hotel vprašati ravno, kako ljudje, kaj vas sprašujejo, ko nastopate po terenu potem s knjigami. Je še kaj tazga zanimivo, kar zdaj vprašal? 3 vprašanja so. Eno je vprašanje, zakaj ni bilo lustracije. Drugo je vprašanje, zakaj je razpadel Demos, kaj je bilo tisto, zakaj je v bistvu razpadel Demos. In tretja, kako to, da je zmagal Demos na volitvah. In odgovorite na vsa 3 vprašanja. Se pravim, ta zgodba o Demosu je zelo... Jo je težko razložiti. Pri ilustraciji je dokaj lahko, ker sprašujem ljudi, zmeraj gremo kar po vrsti. Rečem, vi meni povejte, zakaj ni bilo ilustracije. Povejte mi, ali takrat, ko je Demos dobil 54% glasov v družbeno-političnem zboru in ko so odprli Gotenico in zaprto območje Kočevske reke in ko je bila spravna slovesnost v Kočevskem rogu, lahko pride vlada v skupščino in reče, no, zdaj bomo pa en del tistih, ki so sicer na volitvah legitimno dobili svoje glasove, vendarle odstranili iz političnega življenja. In potem navadno rečejo ljudje, da seveda takrat ne. Potem vprašam, a po tistem, ko je slovenski narod z 88,5% oziroma 1 300 000 volivcev glasovalo za samostojno državo, a je bil takrat po plebiscitu čas, da to narediš, še preden smo vzpostavili svojo državo. Reče, seveda, ne, takrat tudi ni bil čas. A je bil čas takrat, ko je bila država razglašena poleti leta 1991? Ne, takrat tudi ne. A v času vojne? Absolutno ne. A kaj pa v času 3-mesečnega brionskega moratorija? Ne, takrat še tudi ne, takrat smo vendar čakali na mednarodno priznanje. Potem se pa zgodba konča, potem so pa tiste sile, ki bi lahko sprejele lustracijsko zakonodajo, izgubile oblast za več kot za 10 let. Kdo bi naj potem izvajal lustracijo? Tu se nekako potem najdemo. Ti argumenti jih prepričajo. Tudi vas prepričajo, gospod Peterle, ali mislite, da je vendarle bil kje kakšen... Ali mislite, da je bil kakšen čas, ko bi morebiti lahko lustracijo vendarle izpeljali? Mene predvsem, kako bi rekel, ne bo prava beseda, če rečem, preseneča, da druga stran ali bivša stran ali recimo i preprosto komunistična stran ni čutila ob tem vendar nekakšnem preobratu ali tej spremembi potrebe do tega, čemur se bi rekli, do ene samorefleksije. Ne? Da bi sama čutila... Čak, ne? Ne, ker so našo kulturo politično so vzeli za našo politično slabost. Ne? Jaz se spomnim, da je Kučan v Corriere della Sera je najavljal revanšizem. Ne? To je en del te zgodbe. Ne? Jaz bi k temu, kar ste vi povedali, verjetno ne prvič na evropskih večerjih, z moje strani povedal tudi to, da ko smo se pogovarjali v krogu vodstva Demosa, ne, Pučnik je bil prepričan, da bo potem zelo drugače, da bomo vsi drugačni, da bodo tudi oni drugačni. Ne. Če ste pogledati potem, kako so bila glasovanja pri zakonih, začenši z zakonom o denacionalizaciji, zadružništvu in tako naprej, torej
kadarkoli in kjerkoli smo trčili na tako pridobitve revolucije in kjer je dišalo potem, da bi se kakšna zadeva popravila, ne, tam je potem zmeraj sledila kontra in seveda tudi razdeljenost v Demosu. Ne. France Bučar ni podpiral teh zakonov, Spomenka Bučar jih ni podpirala. Ne bi zdaj našteval vseh imen, da nam ne bo postalo nerodno. Ne. Ampak takrat v vodstvu Demosa ni bilo kakšne izrazite volje. Imeli smo recimo take ideje, da bi prišlo do neke obsodbe, pa naslednji dan do amnestije. Tega se spomnim, da smo o tem govorili, ampak tudi to seveda ni šlo po tej poti. Ne. Prilika je bila kasneje, ko so menda tudi naši na parlamentarni skupščini Sveta Evrope glasovali za tista priporočila o odnosu do preteklosti oziroma do nedemokratičnih režimov. Ne. Torej, takrat je bila formalno podprta, bi rekel, prilika, da se priključimo evropskemu toku in da vsaj na podlagi teh priporočil nekaj naredimo. Takrat sva z Janšem predlagala, da se na tej podlagi opravi lustracija. Dejstvo je, da so jo nekatere države kasneje še opravile, vendar ni bilo volje. Dvakrat sva to poskušala in ni šlo skozi. Ne. Tako da to je pač ena posebna in komplicirana zgodba. Ampak glede tega razpusta Demosa bi še to rekel. Vi ste omenili, da naj bi se trudili, da pride čim prej do volitev. Ne. Jaz ko sem videl, od kje prihaja pobuda in kakšen je namen oziroma kakšna je tukaj večina, sem takrat na to pristal s to predpostavko, da gremo res na volitve. Ampak potem po volitev ni bilo, pol so bile pa nezaupnice, ne. In če berete Franceta Bučarja v eni od njegovih knjig, se zadeva bere dobesedno tako, krščanski demokrati so postali nevarnejši kot bivši komunisti. Ne, to je razlaga te zgodbe, ne bi šel zdaj v detajle. Ne. Jaz se spomnim, ko sem bil nekoč pri kardinalu Ambrožiču v Torontu, ne, pa jaz še Bučarjeve knjige nisem bral, on jo je pa že. Ne. Je rekel, včeraj sem bral Bučarju, me je presenetilo, da je tega moža velikega po intelektu in po duhu in po slovenstvu, da je tako resno sledil razvoj pri nas. Ne. Je rekel, ko sem prišel do tega stavka, je rekel, sem knjigo zaprl in sem jo dal na stran in Bučarja ne bom več bral. Je rekel kardinal Ambrožič. Ne. Jaz sem potem šele na tej podlagi sem pravzaprav tisto knjigo tudi prebral. Ne. In jaz po tem branju veliko bolj razumem, torej mi ni treba prebrati vsega, kar je Dimitrij Rupel napisal, ne. Ampak razumem dovolj, kakšen problem je imela SDZ z krščanskimi demokrati. Mi smo bili presenečenje in kot taki motnja, za nekatere tudi grožnja, ne, in preprosto niso vedeli, kako to motnjo odpraviti. Ne. In zato se je začelo majanje vlade, tako rekoč, takoj po osamosvojitvi. Ne. Takrat pridejo že te Rupleve ocene o neoklerikalizmu. Ne. A si predstavljate Lojzeta Peterleta ali pa Andreja Capudra kot neoklerikalca. Ne. Ne, nalaž naj omenem, ki so tukaj prisotna, ne, lahko bi še kakšne druge omenil, ampak ne bi šli prav daleč tukaj. Skratka, Demos ni padel zaradi pritiska od zunaj, ampak zaradi pritiska od znotraj. Ne. To je, žal je Bog, resnica o tem, ne, in vse ostalo mislim, da ste popisali, čeprav mislim, da se utegnejo na to temo še kakšne teze potrditi oziroma kakšna dejstva pojaviti. Ne. Ta razpust Demosa ni tako nedolžen, če tako rečem. Ne. Ni tehnično pragmatičen v tem smislu, češ zdaj smo ta glavno smo naredili, zdaj pa najbolj, da damo ljudem priliko, pa se povolimo ponovno. Ne.
In tudi smo videli, da so pač stranke, ki so šle z glasovi proti vladi oziroma Demosu, da so potem tudi politično plačale na naslednjih volitvah. Ampak dajmo se od tega razpusta premakniti naprej. Bi čas hitro teče, ampak bomo kakšno minuto podaljšali. Nimamo televizijskega števca, ampak tudi vi kdaj podaljšate. Sem hotela reči, vi imate to možnost, mi žal ne. Glejte, mene zanima, kako ste vi potem prišli do tele skušnjave, no, ni to najboljša beseda, ali pa te ambicije, da ste se spravili pisati zgodovino. A gledate proti možu? Mi smo imeli skoraj desetletje za odgovornega urednika Lada Ambrožiča in on je ponavadi zmeraj tam enkrat aprila, v začetku maja ugotovil, da bo spet obletnica osamosvojitve, mi pa nimamo nobenega filma, ki bi ga na ta dan pokazali. In takrat je navadno na hodniku zmeraj staknil mene in je rekel, naredi hitro en dokumentarc. In tako so potem nastajali dokumentarni filmi, projekt Osamosvojitev, Zaprto območje Kočevska Reka, Lustracija, in iz tistih filmov nekako se je nabiralo in dokumentarnih oddaj in pogovorov se je nabiralo zmeraj več gradiva o osamosvojitvi, o spominih na ta čas in čakala sem, kdaj bom začela brati prve knjige o tem dogajanju in tega ni bilo in ni bilo. Jaz sem diplomirala iz novinarstva, magistrirala na mednarodnih odnosih pri pokojnem profesorju Južniču, vse to na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. In potem sem se odpravila k doktorju Janku Prunku, da bi pač iz osamosvojitvenega dogajanja naredila za doktorat neko politično analizo tega, kaj se je takrat dogajalo, katere skupine posamezniki so bili ključni in tako naprej. Žal nisva imela z doktorjem Prunkom sreče. Dvakrat sva bila zavrnjena s prijavo teme, potem sem nekaj časa počakala in sem šla na filozofsko fakulteto k profesorju Repetu. Tam sem bila, kot se temu reče, sprejeta, tema je bila sprejeta in potem je minilo tistih 5 let, ko sem zbirala gradivo in pisala in potem tudi doktorirala. Me zanima, če se vam je pri tem drugem preletu tematike se vam je kaj posebnega odprla? Ste našli nekaj, kar vas je presenetilo, recimo? Ne vem, če me je presenetilo v čist nekem takem smislu. Bolj sem iskala neke razloge, recimo velikokrat slišimo, saj mi na volitvah ne moremo doseči več, saj nimamo za sabo medijev, ne? In potem zmeraj rečem, da je to malo iz trte zvito, ker Demosove stranke oziroma nove politične zveze leta 89 in 90 za sabo niso imele razen časopisa Demokracija, ki je šel enkrat na teden, niti enega medija, pa so na volitvah zmagale. Če ne bi bilo Zbora združenega dela, bi bila verjetno ta zmaga še 3-krat bolj veličastna, ne? Torej, recimo, bil je nek čas, ko se je dalo zmagati z 2 temeljnima zahtevama, parlamentarna demokracija in samostojna Slovenija, tudi brez podpore medijev. To se mi zdi ena od pomembnih stvari. Drugo je pa vendarle, moram reči, gospod Peterle, kakorkoli analiziram prispevke objavljene takrat v edini televizijski hiši, ki smo jo imeli, televiziji Ljubljana, je treba povedati, da ste bili krščanski demokrati veliko presenečenje volitev. Od tod razumem tudi te vaše besede, ko pravite večkrat, mi smo se zgodili in to na presenečenje vseh.
dejansko ste se zgodili. Nismo bili planirani. Nekako niste bili planirani. Bolj se je računalo, da bo te volitve dobila neka druga stranka znotraj Demosa. Bolj kot neka nova spoznanja, preprosto tisti čas, ki je bil res nekaj posebnega, ruši morebiti nekatere teze, ki danes veljajo, ne? O tem, kako se zmaga na volitvah, kako se dela kampanja in tako naprej. Mene zanima, v povezavi s tem, kar sem že prej vprašal, kako vidite vi danes odnos do osamosvojitve? Lahko bi rekli tudi odnos do države. Kako to, da je ta odnos tak? Imate vtis, da praznujemo? Gospod Peterle, bila sva skupaj, pa nisva sedela skupaj, ampak srečala sva se na hodniku po eni proslavi, ki je minevala v čast plebiscitu. Tista proslava je bila, če se dobro spomnim, ena velika žalost. Bila je to osrednja državna prireditev in ko smo stali tam na hodniku in nekako gledali en drugega in noben ni hotel reči pač glasno, ta proslava je pa res bila ena katastrofa, ste vi prišli in ste rekli, ja, se so šli otroci tlele mimo, pa so vprašali, kje pa je bila tista proslava. Mi smo sicer stopili v Galusovo dvorano, ampak tam so neke baletke plesale, to gotovo ni bila državna proslava, pa smo šli kar ven. Ne? Namreč proslava je bila pač narejena tako, da je bil nek črna zavesa, precej komorna, no. In če praznuješ nek praznik, na katerem se pač spominjaš tega, kako se je z neko enotno voljo začela neka energija, ki je potem pripeljala do samostojne države, verjetno malenkost premisliš, kakšno sporočilo boš dal z nekim kulturnim dogodkom, kako boš nagovoril ljudi. Tako da jaz se velikokrat ustavim prav pri teh državnih proslavah, s katerimi se nekako ne morem sprijazniti. No. Ne najdem nekega sporočila in se mi zdi, da imamo še edino neko drugo srečo, da po slovenskih trgih in vaseh in tam, kjer so te vaške skupnosti dovolj močne, se teh dogodkov spomnijo čisto drugače, si naredijo kres, se zberejo ljudje, prinesejo vsak s sabo nekaj od doma in se tam poveselijo, navadno še župan kakšno besedo pove in se mi zdi, da včasih v nekih takšnih manjših skupnostih, ki niso osrednji državni dogodek, veliko bolj srčno in odprto pač se spomnimo teh dni iz naše nacionalne zgodovine. Vi ste pred kamero postavili pravzaprav vse ključne igralce, ki jih je treba kaj vprašati. Kakšen je vaš povzetek ali kakšna je vaša razlaga, da imamo v tej državi enega Boscarola, enega Krapoviča, eno Tino Maze, enega Prevca in še koga, ne, državo pa na psu. Imamo izrazite zmagovalce, imamo globalne igralce, ne. Tle nam pa ne gre. To je seveda politično vprašanje, ampak me zanima, kako vi to vidite. Vi vsak večer nekoga sprašujete, zakaj to, zakaj ono. Kakšen je vaš povzetek? Prvič, to so ljudje, ki so se postavili z svojimi žulji, z svojo energijo, z svojim delom. To so neka garažna podjetja, ne pa neki monopolisti, ki so živeli od državnih razpisov in državnih jasli, ne. Velikokrat slišim koga, ki pravi, država je pozabila na mala in srednja podjetja, vsaka politična elita jih ima na ustih, ampak zdi se mi, da je to za Slovence edina prava perspektiva. Mala in srednja družinska podjetja, kjer gre delo iz, bom rekla, dedkov in staršev na otroke. In na eni strani to kot perspektiva, na drugi strani pač jaz drugega bolj splošnega in bolj kratkega odgovora kot to, da so pač vladali tisti, ki jim država ni bila
prvi cilj in prvi namen, ampak jim je bil prvi cilj in prvi namen prihvatizacija in polnjenje lastnih žepov. In ker je bilo teh preveč, onih drugih, ki so živeli od svojega dela pa premalo, smo pač danes tam, kjer smo. Skratka, razumem, da ni potrebe. Razumem, da ni potrebe izdajati kakšnega zelo teoretičnega zbornika na to temo. Jaz mislim, da so stvari zelo preproste, oziroma tako, kot ste tudi povedali. Glejte, da bomo dali še publiki nekaj možnosti, kot običajno, bi sem rad zahvalil za ta del pogovora in bom začel sam z nekim vprašanjem, ki mi ga je nekdo povedal. Nekoga sem vprašal, kaj bi pa ti Rozvita vprašal. Je rekel, vprašaj jo, kako lahko sprašuje tako dolgo iste ljudi, ista vprašanja, pa se nič ne spremeni. Dobar, bi rekel, v vprašanju je že tudi nekaj odgovora, tako da lahko kar, če želite komentirati, če ne pa prosimo, oziroma vidim eno roko že tukaj, pa profesor Capuder. Hvala lepa. Pozdravljam oba svoja znanca in prijatelja in, bi rekel, zaveznika v skupnem boju, ki še zdaleč ni končan. Vrnil bi se pa na vprašanje, ki ga sam dobivam in vsi člani, kot slišim, naše vlade, zakaj ni bilo lustracije. To najbolj žuli zdaj ta narod, ampak o tem je bilo dosti kompetentnega povedano, tudi jaz sem že odgovarjal na ta vprašanje. Bi se pa vrnil na nekaj malega pa je bilo storjenega in me zanima, zakaj nismo šli v tej smeri. V mislih imam, ime mi je šlo izvršnik Vidmar, našega župana, ki sedi, je imel svojega pomočnika, ki je dal porezati vse količke o poteh okupirane Ljubljane. Lesjak Janez Lesjak. No, tako. Lesar. Pardon. Janez Lesar. Ja. No, recimo, to je bilo, ker ilustracija se dela skozi simbole. Če gledate drugod po prestolnicah, padajo kipi, odstranjujejo se spomeniki, saj ni treba, da to vandaliziraš, ampak preprosto se preseli v muzej. Zanima me recimo, in bi vprašal tule prijatelja župana Jožeta, ali je bilo med njegovo vladavino kaj storjenega oziroma zahtevanega in zakaj se ni zgodilo, da bi recimo Kidriča kip, ki še danes tam stoji, lepo kulturno odstranili in premaknili v muzej. Isto velja za skulpture tam na Trgu Revolucije, kjer je pa Kardel glavni. No, to je moje vprašanje, sem rekel, enkrat ga bom zastavil. Prijatelj, gospod bivši župan, ali so bile kakšne pobude v tvojem času, to je bilo tiste 4 leta, in kako ste se odzvali? Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Vrstni red smo pri nas v Ljubljani malo imeli drugačnega. In smo ga tudi izpeljali. Poglej, mi smo spremenili imena ulic, ki jih noben kraj drug ni spremenil. Tudi Kidrič bi prišel na vrsto, potem se je pa to že vse zapletalo in se več ni dalo. Dalo se je na hitro posekati tiste kole, tisto sramoto za Slovenijo in Ljubljano. Z veliko težavo smo potem spremenili ime ulic, naprej se pa ni več dalo. Hvala. Hvala. Gospod Kovačič. Ja, vprašanje in trditev, vse skupaj. Mislim, da to ni dileme. Oba skupaj bo vprašal, se spomnite izjave Tineta Hribarja. V tistem času, ne vem, leta 90, 91, smo izročili oblast Demosu. Ta izjava je bila velikokrat posneta, velikokrat ponovljena, ampak nihče se ni vprašal, kdo pa Tine Hribar bil. Ali je bil izročitelj, ali je bil prejemnik. Znotraj Demosa hkrati izročitelj, to se pravi tisti, ki je oblast imel v rokah in je z njo manipuliral, na drugi strani se pa predstavljal kot član Demosa.
Jaz mislim, da bi že tam noter sjeme razdora in konca Demosa. Iz te izjave lahko na to sklepam. Drugo pa je, takrat ste, Lojze, ti si rekel, da bi šli na volitve. Ne? Tisti volilni sistem, ki je bil takrat, ne, je še danes isti. Je tako. Kot je bil takrat zasnovan, ne, in tisti zagotavlja mešetarjenje z volilnimi glasovi. Ne. Zato jaz pravim, če potegnemo črto do današnjih dni, je že skrajni čas, da se to spremeni. Tretjo zadevo pa, kako sta vidva spremljala Lojze ne to, kar je bilo že konc, ne, Demosa, ukinitev SDK-ja. Ker za mene je to fatalna zadeva. Da se SDK razformiral, potem so začeli pa plačilni prometi prenašati v banke in so se v bistvu vse sledovi lastništva in tega zadeve in teh stvari izgubili. In potem se je začelo z bypass prenosi premoženja po Markovčevem zakonu, vrsta proces divje privatizacije. Edini, ki ga takrat še dobro spomnim, ne, je pa pri privatizaciji bil, ki je bil zelo glasen, Vitomir Gros, iz katerega so se pa zelo norčevali mediji. On je predlagal, popravite me, če ni tako bilo, ne, malo privatizacije kot modela, ne, kot model, ki bi bil preizkusen vzorec, da mu potem tudi velike firme z odpravo napak na mali privatizaciji lažje in boljše privatizirajo. No, to so moje vprašanje. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi samo v tem smislu komentiral, spomnili ste nas na skupščinski sistem takrat. To bi se dalo videti v prilog temu, da tudi v prilog razpusta Demosa, če tako rečem, ne? Ker mi nismo mogli s takim sistemom uspevati, ker je bila vgrajena blokada. Ne? Torej, meni ni čisto jasno, zakaj je Zbor združenega dela, ki ni bil izvoljen po demokratičnem principu, zakaj je odigral blokado šele pri zakonu o privatizaciji. Ne? To bi oni lahko odigrali že kdaj prej. Ne? In potem jih ne bi mogli preglasovati, ker če ne sprejmeš odločitve, ne moreš preglasovati. Torej, oni so zelo vešče odigrali to potezo, da niso dali zakona, takega, kot ga je naša vlada predlagala o privatizaciji, o lastninjenju, se je reklo uradno, niso dali na dnevni red. Ne? Zato se je ta zadeva tam ustavila. In zakon, ki ga je potem potisnil naprej Drnovšek v prvi vladi, je bil seveda zelo drugačen. Ne? Jaz ne vidim tazga problema v ukinitvi SDK-ja, ker mi smo rekli, po svetu to urejajo drugače, in smo pač našli nek sistem, ki se nam je zdel sprejemljiv. Zakon je podpisal Drnovšek, oziroma je namreč zato omenjam, ker me zančena gospa v Maksimu napadla in rekla, vi ste kriv za propad našega podjetja in tako naprej, vi ste ta zakon sforsiral in tako naprej. Sem šel na laž pogledat v uradni list in se tam nisem našel, seveda, ne. Ampak vemo, kako zadeve delujejo, ne. Tako da jaz bi k temu to rekel. Ste vi še kaj dodali? Meni je zelo simbolično. No, Hribar, jaz ne vem, ni nujno, da jo vidimo v tem zdaj. Verjetno je mislil on Demos z malo, ne z veliko. Ne. Se pa spominjam zanimivega paralelnega intervjuja med Hribarjem in Jamrekom, ne. Ker takrat, ko je meni Janša, prišel je sam k meni in je rekel, jaz sem prišel na idejo, da bi tebe zamenjali z Bavčarjem, Bučarja z ne vem kom, skratka, on je imel takrat eno veliko prestrukturiranje v mislih, ne, in veste, da se je to tako zaključilo, da so 3 stranke so bile za to, 3 pa ne, ne. Jaz sem kasneje ugotovil, par let kasneje, da predsedniki tistih strank, ki so bili kdaj člani Zveze komunistov, so bili za to, da se to tako naredi,
Oni trije, se pravi Oman, Gros in Peterle so bili pa proti, ne, tisti, ki niso bili nikoli na uni strani. Ne. Zanimivo dejstvo, ne, lahko zame gotovo zanimivo. Ne. No in ko sem jaz tisti paralelni intervju bral precej kasneje, sem našel notri tole. Ne. Namreč v tej Jambrekovi družbi, tako sem jaz razbral kasneje, se je začela razvijati ta ideja, da je treba Peterleta umakniti oziroma zamenjati in krščanske demokrate dol in tako naprej. Skratka, Hribar pa pravi v tem intervjuju, da jih je prepričeval in očitno tudi prepričal, naj Peterleta ne podirajo, dokler ni mednarodnega priznanja. Ne? In dejansko smo zdržali in celo pravi zato, ker je on dobra politična legitimacija pred Zahodom, ne, katerega pomoč potrebujemo. Ne. In 15. januarja je bila potem, je Evropska zveza, takratna se imenovala še skupnost, je priznala Slovenijo, temu je sledil plaz priznanj po vsem svetu. Takoj zatem so se začele potem nezaupnice in tretja je potem uspela. Ne. Tako da v tem smislu sem celo pozitivno ocenjeval breku politično strateškem smislu tegale Hribarja, ne, da ni podpiral te ideje, da se čim prej prostor prestrukturira, motnje odpravi in tako naprej. Ne. On je prispeval k temu, tako razumem vse skupaj, ne, na podlagi tega intervjuja, da niso šli podirati vlade že veliko prej. Ne. Še kakšna roka? Ja, gospod župan, bom kar tako rekel. Še nekaj bi dodal glede spomenikov, ker to je zelo važna zadeva. Tudi to smo imeli pogovore, pa smo želeli, da bi nekako sporazumno Zvezo borcev in s starimi komunisti to napravili. Jaz sem jih dvakrat povabil na pogovore glede tega in sem jim predlagal, da bi vi sami, sem rekel, pogledali, kaj je, koliko to je zgodovinsko utemeljeno ali pa kulturno utemeljeno, pospravljeni na nek določen kraj, smo celo rekli tam v Šiški, v Gosti, v Šiški, in izgledalo, da se bomo sporazumeli. Jaz sem ta svoj predlog tudi je bil javno objavljen, ravno pred kratkim sem ga spet prebral. Ampak najprej so malo bili za to, potem pa če dali manj. Enkrat je prišla delegacija s 3 generali na magistrat k meni, da to pa zaenkrat ne, da oni ustrajajo na tem, da so to kulturni spomeniki in da morajo to ostati. In seveda v tem času pa ni bilo več nobene druge javne podpore. In tako je ostalo, kakor je še danes, v sramoto nam vsem. Hvala. Hvala Jože. Dober večer in lep pozdrav. Jaz bi želela iskreno čestitati Govori doktor Metka Zorc. Iskreno čestitati gospe Rozviti za lep večer in seveda za obsežno delo in popis zgodovine, ki bo prav gotovo ostala v spomin naslednjim generacijam, kajti zgodovina je zelo važna in na njej moramo graditi. Povedala bi še dejstvo, da vsi radi poslušamo vaše intervjuje, ki so pametni in zanimivi. In se veselimo, če morda iz teh intervjujev lahko pokažete nekaj, kar se bo spremenilo na bolje v naši sedanji družbi. In druga stvar, bi čestitala Lojzetu za izjemen pogum vsa ta leta. V času tvoje vlade je velo zaupanje in optimizem v slovenskem prostoru. Tisti čas sem pobliže sama poznala skozi delo sorodnika Borisa Pleskoviča in ljudi, ki so te obkrožali. Verjamemo danes, da se ne bi take razmere nikoli dogajale, če bi ostala tvoja vlada. In žal nam je za to. Dobro.
kaj je lustracija, to in uno spomeniki, je dejstvo pač, in jaz o tem mislim, ne bi izgubljala prevelike energije, kajti pomembno je, da rešimo to deželo. In današnji trenutek je pravzaprav zelo, zelo žalosten. In ne vem, če se ga vsi prav zavedamo. Namreč, včeraj sem bila na zborovanju bolnikov na Dolenjskem in resnično, verjemite, propada zdravstveni sistem. V deželo se je naselila revščina, nezadovoljstvo, malodušje. In nemalokrat sem slišala, ja, če bi bil Peterle, tega ne bi bilo. In tudi sama mislim tako. In sedaj, morda je čas, da se Lojze ti, gospa Rozvita, in še tisti, ki ste bolj posvečeni politiki, morda spomnite vizijo, kako iz te zagate, ko se vrtimo na enem mestu in ne gre nič na bolje, samo na slabše. In smo pred tem, da se še zdraviti ne bomo mogli doma. Hvala. Hvala. Jaz vam bom odgovoril, torej hvala za pozorne besede, jaz pa bom odgovoril s pomočjo Kijeva, če tako rečem. Prejšnji teden smo doživeli obisk Ukrajincev v Evropskem parlamentu in imel sem priliko biti na enem pogovoru, kjer so nam ljudje, ki so sodelovali v tem demokratičnem projektu, ne govorim zdaj o Krimu, ampak o Kijevu, povedali, kaj se je tam dejansko zgodilo. Ne? Zgodilo se je tisto, česar se v Sloveniji od leta 1989 naprej pravzaprav, ali še malo prej, ni več dogajalo. Ne? Vstajniki v Kijevu na Majdanu niso bili naročeni. Tam se je zgodilo nekaj, tako so nam ti obiskovalci to razložili, ne? Da je res ljudstvo vzelo zadeve v roke, ne? In so pripeljali do spremembe, ki seveda ni bila povsod sprejeta z enako naklonjenostjo, ne? Ampak rekli so, dost imamo. Ne? In se niso pustili potegniti za nos in so vztrajali tam, kljub 102 mrtvim, da hočejo spremembo. In oni so imeli tam, torej, kar je nekdo razložil kot bistvo tega, ne, da je prišla ta zavest do preprostega, da ne rečem navadnega državljana, ne, čeprav so stranke in razni interesi so seveda bili zraven, tudi stranke so jasno bile, ampak osnova tukaj je bila pristno ljudska, ne. In tam so imeli univerzo, so imeli varnost, so se borili proti nasilju od zunaj, so imeli solidarnost, so imeli zdravstvo, če hočete, so začenjali, pa ne samo začenjali dan z molitvijo in tako naprej. Skratka, tam se je zgodilo nekaj, kar mislim, da je bilo pri nas relativno slabo predstavljeno. Ne? Tisti, recimo kot gospod Klemen Žumer, ki je bil tam sekretar naših delegacij v Ukrajini, torej so videli, kaj je ta Majdan dejansko pomenil. Ne? Majdan je pomenil upor proti staremu, ne? In recimo, si prej gospod Jože govoril o Kidriču in Kardelju, ne? Tudi v Ukrajini so pospravljali Lenina zdajle za veliko zamudo, ampak so jih precej odpeljali na to pot zares, na smetišče zgodovine. Ne? Te zadeve gredo očitno počasi in jaz sem razmišljal po tem sestanku z Ukrajinci, sem rekel, imamo vtis, da se bo moral na Slovenskem tudi enkrat zgoditi spet Majdan. Ne? Dokler ne bodo ljudje
res, dokler ne bo ta zavest tako globoko prišla, da bomo spet znali, oziroma da bomo hoteli stopiti skupaj. Zdaj se še zmeraj čaka, bo naredil, bo ta naredil, ta naj pride, a ne? Tako da, veste, pri nas ponavadi iščemo odrešenike, ne, voditelje križamo, odrešenikov pa seveda ni, ne. Jaz mislim, da bo potrebno zelo od spodaj zagrabiti in se tudi spomniti, kako je Demos prišel do večine, ne. Takrat smo delali na zmagi koalicije, ne. Nismo iskali stranke, ko se reče temu, stranke, premierske stranke, ne. Večino smo zbrali skupaj, ki je potem lahko postavila vlado, ne. Delali smo širino, ne. En drugom smo pomagali ustanavljati stranke, da smo širili pahljačo, ne. Jaz te pahljače danes ne vidim. Danes obžalujem in trpim, ko gledam spor znotraj takovane pomladi oziroma znotraj strank Evropske ljudske stranke, ne. Brez potrebe. Za ta arhivski zakon se pa ja lahko zmenili, ne pa da se prehitevajo po levi ali po desni, ne. To bi se morali zmeniti ljudje, ki hočejo tukaj napredek, do napredka pripeljati, ne. Jaz sem do tega stanja kritičen, ne, in ne želim gledati črno-belo, ne. In ne želim, da se komorkoli certifikate podeljuje, da je ta prav ali ni ta prav, ne. V razlikah, kakršne so bile, bi se bilo treba vse skupaj in se zmeniti, kaj pelje naprej, ne. Tako da zdaj smo prišli do referenduma o udbi, kdo je za udbo, kdo je proti. Ja, jaz, ki sem proti udbi, moram imeti na referendum in glasovati proti. To smo pozabili, za kaj gre, zdaj zgodba že čisto drugačna, no, ampak ne želim zdaj v drugo temo, ne. Sem jo omenil samo zato, ker sem se želel spomniti, kako smo takrat zgodbo, o kateri je gostja danes govorila, kako smo jo sestavili, pa tudi kako smo jo začeli. Ja, izvoli. Rada razvita vprašala, ker je pač zdaj vaša kolegica. Ja, je bil. Jaz sem Mlakar, prihajam iz Gorenjske. Na vseh teh raznih shodih sem zmeraj zraven, sem tudi vse tu stranke, sicer SDS, ki ni najbolj priljubljena, čeprav je velika, ampak rad bi nekaj rekel. Prihajam iz družine, kjer je po očetovi strani 7 stricov oziroma sorodnikov v hudi jami. Po mamini strani so vsi partizani, spomeničari in skoraj heroji. Ampak mi nimamo nobenih problemov s spravo. Že zdavnaj, to sem povedal tudi spomenki, ki je naša rojakinja in tudi Janez Ustanovnikov v naših krajih sta bila. Ampak rad bi nekaj drugega rekel. Prej sem že gospodu Lojzetu tam zunaj rekel in tudi večkrat že sicer tudi pri VSO-ju, kjer se nekaj gremo nekako fronto, napredne zadeve v zvezi s pomladjo in osamosvojitvijo. Namreč tale shod je zdaj več ali manj predvolilni. Normalno, ker ste vodja te zadeve. To ni shod, to je samo eden od evropskih večerov, ki se vsak mesec ampak kljub temu, rad bi, zdaj, ker že Ropotam, bi rad še vprašanje postavil vama obema. Gospa Rosvita je majhen bolj rigorozna pa udarna, kot ste vi, gospod Peterle, namreč zaradi tega, ker tudi ko gledamo razne oddaje na televiziji, razne tarče in ne vem kaj še vse, je običajno drugega efekta ni, kot jezni gremo spat, ne. Zaključkov ponovadi ni, tudi kaj bil slak. In tudi danes ne pričakujem nobenega eksplicitnega odgovora, samo nekaj bi vprašal vaj dva oba in bi prosil, da tudi oba odgovorita. Ali smo sposobni v tej majhni Sloveniji, ki je evropska država, kjer je največja populacija ljudi s krščanskimi koreninami in vrednotami, skupaj s cerkvijo in Novo Slovenijo, ker zadnjič so to z Ljudmilo Novak debatirala, pa nisva prišla do zaključka, združiti skupaj celo desnico v kontekstu evropskih volitev in sicer v Sloveniji, ker nas je dovolj. Vendar ponavadi ne dobim nobenega odgovora. Prosim. Kar zadeva desnice, smo midva že prej rekla nekaj besed, ne. Tudi to bi se bilo treba enkrat zmeniti, kaj je desnica, ne.
oziroma kdo je desnica. Ne? Ampak jaz rad razmišljam o tem takovanem še vedno v tem pomladnem okviru, o vrednotah osamosvojitve, ker ne vidim boljše podlage za tisto, kar bi se moralo v Sloveniji spremeniti, kot so te vrednote, ki povezujejo, enotijo in so bile podlaga za tisto, kar smo v dobro vseh naredili, kolikor nam je bilo dano narediti. Ne. Jaz sem že javno pozval, da se pomenimo kaj pred temi evropskimi volitvami, ker če bo tukaj fronta, bomo krepili apatijo na naši lastni strani. Ne. Zato menim, da je treba najti en dogovor oziroma pogovor in dogovor, ne, in ne energij zgubljati za notranje fronte, ne, in pozabljati potem na ključno fronto, ne, ki se reče rešiti Slovenijo. Ne. In jaz upam, da bo šel razvoj v tej smeri, nekaj bolj mirnih glasov je že prišlo do izraza. Ne. Mislim, res bi pa ne vem, kaj bi rekel, ne, če se bo valjda, da bodo stranke ena drugo, bi rekel, etiketirale, kdo je bolj tak ali kdo je bolj drugačen. Ne. Jaz ne vem, eno je verjetno neka siceršna bližina med temi strankami, drugo je pa ali je pametno za eno mrežo loviti v volilnem sistemu takšnem, kakršnega imamo. Ne? V volilnem sistemu, kjer neka stranka, ki dobi 3,35% oziroma zdaj majčken več 4,10, dobi 4 poslanske sedeže in pri 90 poslancih, pa če še 2 manjšinca odštejemo, ne, je lahko to tisto, kar pretehta. Ne. Medtem ko, če tako rečem, ne, na drugi strani lovijo z več mrežami, ne, se mi postavlja vprašanje, ali bi bila to smiselna strategija in taktika. Ne. Da pa seveda se težko prenaša nek spor, ki se ob takšnih zadevah, kot so arhivski zakon in tako naprej, zaostri, to je pa jasno, zato ker enih stvari pač preprosto ne moremo razumeti. Jaz ne vem, kdaj me bo doletelo kakšno vprašanje v zvezi z arhivi oziroma kakšno vodenje oddaje, zato o tem ne bi absolutno nič rekla. Sem si pa eno stvar, ko sem delala dokumentarni film o lustraciji, presneto dobro zapomnila. Takrat sem šla na Poljsko, Češko-Slovaško, vzhodno Nemčijo gledati te arhive. To je bilo leta 1996 in so mi povedali eno zelo zanimivo stvar. Bistvo češke pomladi, ki se je dogajala jeseni leta 1989, je bilo pač tista vstaja na njihovem trgu, in tam so si študenti zadali za nalogo, še preden je prišlo do prevrata, da so imeli nočne in dnevne straže pred stavbo, v kateri so bili arhivi. Bistvo češke mladine je bilo, mi moramo preprečiti, da bo stari režim uničil arhive, iz katerih bomo mi sploh izvedeli, kaj je ta represivni aparat z nami počel. In če si, to je bilo jeseni leta 1989, in če si za primerjavo vzamemo Slovenijo, kjer se je ravno v času predaje oblasti arhive najbolj uničevalo, je tudi to podatek, ki gre v kontekst tega, koliko bi se mi pravzaprav iz te zgodovine še morali naučiti, pa nekih virov v veliki meri tudi ni več dostopnih. Torej, dajmo takole zaključiti. Dobro, najbolj še, ampak jaz mislim, da je bilo že odgovorjeno. Jaz bi samo to navezala, ravno to sem jo hotela vprašati, ker je pač ona danes osrednja gostja, ki je po lepi in čudoviti knjigi o Pučniku, kaj zdaj pripravlja? S čem nas bo razveselila? Zdaj je pa prišlo do tega, ko se temu reče daljši premor. Bila je neka intenzivnost za knjigo Osamosvojitvena vlada predlani, pa potem lani Jože Pučnik, hkrati pa tudi en temeljit premislek, kajti velikih osebnosti,
v slovenski zgodovini, novejši, ni tako zelo veliko, treba jih je skrbno izbirati, treba jih je proučevati z vseh vidikov in najprej bo en daljši premor, pa mogoče kaj v službi, še kakšen film, potem bomo pa videli, če bo kakšna ideja za kakšno knjigo spet nastala. 3 kar zajetne so zaenkrat, se mi zdi, za eno desetletje mogoče. Za prvo silo bo. Za prvo silo, ja. Dovolj. Me pa seveda zmerom kaj zamika, ampak se še da pisati tudi kaj drugega. Ne? Hvala. Razumem, da je še eno vprašanje, jaz zato na uro gledam, ker ponavadi v eni uri končamo, danes bo tole malo dlje, razlog je jasen, ne? Izvolite, če je še kakšno vprašanje. Ni več. Veste kaj, opustite, jaz pa se vseeno načel mikrofon. Ne rab mikrofona. Okay. Jaz sem Drago Arko. Zanima me, spoštovana gospa Rosvita, vi ste na tekočem vsem dogajanjem v Sloveniji, vidite, kaj se vse dogaja. Kakšna je vaša, iz vaše, novinarske perspektive, opcija prihodnosti Slovenije? Zdaj, če gledamo, namreč zakaj sem to vas vprašal, tako malo drzno, novinarji v glavnem komentirate, pa raziskujete, ampak vendar, če pogledamo recimo te podatke, mi se zdaj danes pogovarjamo praktično samo o preteklosti, kar je razumljivo, ker tudi ni rešena. Ampak recimo, izselilo se je že 14.000 mladih intelektualcev. Gregor Golobič je dal izjavo, Slovenci najbrž nismo sposobni imeti države. To so vse politiki, ki so bremzali. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede prihodnosti Slovenije. Hvala lepa. Kdaj se naslednjič dobimo? Zdaj se morava, gospod Peterle, midva dogovoriti, da bo večer izvenel tako, kot se spodobi. Vi imate verjetno optimistično varianto, ali ne? Jaz absolutno. Ampak... Moja je pesimistična, zato samo, da veva, kdo bo začel in kdo bo končal. Bi vi potem končali, če je optimistična vaša? Jaz bom končal optimistično, ja. To je pa tisto, kjer vas pravzaprav ne morem razveseliti, ker vam ne morem povedati nekaj spodbudnega, v kar bi sama tudi verjela. Če začnem pri sebi, če gledam medijski prostor, se mi zdi, da je eden poleg gospodarskega prostora, ki je v največji krizi. Ker je v precejšnji meri enosmeren, izredno razdiralen in ima odsotnost že kar nekaj časa vrhunskih piscev, ki bi jih ob sobotah z užitkom brali. Glede na to, da za medije pravijo, da so 4. veja oblasti, je to pač ena od teh stvari, ki gotovo prispeva k stanju, v kakršnemu smo. Drugo je izobraževalni sistem, v katerem tudi strokovnjaki ugotavljajo, da je nabit s podatki premalo praktično orientiran, da tako rečem, kar zadeva zgodovino, pa jo pravzaprav tudi v srednjih šolah, v gimnazijah, kjer se nekako postavljajo tla za bodoče intelektualce in fakultetno izobražene ljudi, izve o novejši slovenski zgodovini in o tem, kako smo pravzaprav Slovenci dobili svojo državo, zelo malo. Oziroma skoraj da nič, ja. In tretje, politična elita, ki se nekako, kako bi človek rekel, se kar presaja, iz ene stranke se prelije v drugo, iz druge v tretjo, nek volilni bazen, ki je dost naiven, bom rekla, ki ne prepozna nekih silnic, ki se vlečejo že precej nazaj. In pa tudi pravzaprav naš odnos, ko skoraj da redko kdaj pustimo zrasti nekomu
čez neke meje. Pri nas bi radi rekli, naj cveti 100 cvetov, ampak ko bo nekdo prišel do nekega socveta, ga bomo pa že porezali. Ne? Zdi se mi, da se zelo hitro lotimo ljudi, velikokrat tudi neopravičeno, in jih poskušamo umazati, še preden jim dovolimo, da zrastejo. Tisto, kar me pa včasih preseneti, je pa tudi izredna ostrina javnega diskurza, obmetavanje z izrazi, kot da bi bili, ne vem, leta 46, ne vem, kako naj se drugače izrazim. Tako da jaz pravzaprav v tej Evropi, kjer se nekje še zmeraj, če pogledamo sploh mlade, ne, in spletna omrežja, koliko je že komuniciranja, kar v angleščini, ne, pa vendar je bil slovenski jezik tisti, ki je pravzaprav spodbudil to zgodbo o Sloveniji, recimo skupna jedra, ki so bila mišljena za to, da se nekako v Sloveniji več nauči teh jugoslovanskih vsebin in tako naprej. Se mi zdi, da majčkeno popuščamo tudi pri jezikovni kulturi in teh stvarih, tako da če gledam to kvasenje, tudi to, kar se s politiko dogaja, kar se v gospodarstvu dogaja, kar se z mladimi dogaja, kakšen medijski prostor imamo, ne vidim nič kaj zelo svetle in lepe podobe, tako da, kot rečeno, moja ocena je bolj pesimistična, čeprav včasih poskušam s kakšnim 7. sonetom, ne, sonetnega venca, mladim kaj položiti na srce, pa se mi zdi, da so že nekako v drugih sferah, da gredo, ne, tam, ko pač pravijo, vse ga poznate, ne, ta pravijo, da je najbolj domoljuben. Obdajale so utrjene iskale, kot nekdaj Orfejevih strun glasove, ki so jim ljudstva Tracije, surove Krokhema, Rodope bile se vdale. Da bi nebesa milost nam skazale, otajat krajina našega sinove, njih in Slovencev vseh okrog rodove, z domačnim pesmam Orfeja poslale. Da bi nam srca vnel za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Da bo od sladkote njega poezije potihnil ves prepir. Bile vesele, viharje ujeznih, mrzle domačije. Jaz mislim, da meni ni treba nič dodati. Hvala lepa. Torej, dodal nisem nič, dal pa bom nekaj, ne? Hvala lepa, res. Hvala lepa, hvala. Hvala, gospod Peterle. Hvala lepa. Potem bi pa samo jaz še tole povedala, ko sem predstavljala svojo prvo knjigo Osamosvojitev Slovenije, je bil zraven za mizo eden od 3, tudi gospod Peterle. Ko sem predstavljala svojo drugo knjigo Osamosvojitvena vlada, je bil gospod Peterle spet glavni pri predstavitvi knjige, in ko sem predstavljala knjigo Pučnik, je bil zraven tudi gospod Peterle, ker je o njem tudi veliko povedal in ga ima v zelo lepem spominu. Ko pa sem predstavljala svojo 4. knjigo Skupščinski koraki k samostojni državi, pa gospoda Peterleta ni bilo zraven, zato se bojim, da je nima, in je to ena od priložnosti. Gospe in gospodje, zdaj pa so na vrsti oglasi. Spodaj lahko kupite vsaj 2 knjigi, mislim, Pučnika in Osamosvojitveno vlado v izdaji Mohorjeve družbe, tako da kdor še nima, ne vem, ali je danes s popustom ali ni, vsekakor je lahko kupi, eno nadstropje niže. Hvala lepa, ker ste prišli. Rosvita, me zelo veseli.